Pozdravljeni! V teh dneh me je kontaktiral nekdo izmed vas, priznal je, da je navijač skuderije Ferrari in da z velikim veseljem prebira vse novice, katere se dotikajo njegove priljubljene ekipe. A prišlo je do težave v teh zadnjih tednih, je bilo teh novic toliko in bile so tako nasprotujoče, da praktično ne razume več, kaj lahko pričakuje od svoje priljubljene ekipe. In danes bomo skušali razumeti, kaj se pravzaprav res dogaja v skuderiji Ferrari in kaj nam razni viri pravijo. Novice, vezane na skuderijo Ferrari, so po mojem osebnem občutku nekaj, kar bi moralo zanimati vsakega navdušenca nad Formulo 1 in ne samo navijače te ekipe. Je ena izmed tistih glavnih ekip, podobno kot tovarniška ekipa Mercedes in na primer Red Bull v tem danem trenutku, katere vsaka sprememba lahko spremeni potek svetovnega prvenstva Formulo 1. Po dolgih letih mislim, da čez nekaj časa bomo tako gledali na primer tudi na McLaren, a pustimo sedaj to pri strani. Dodati moram nekaj. Beseda Ferrari je izjemno popularna v tistih mastih naslovih, katere lahko zasledimo v marsikaterem mediju, kateri se ukvarja s Formulo 1. Ne vem, mogoče tako avtorji želijo pritegniti večjo publiko, več bralcev, več poslušalcev, kateri bi tako spremljali njihove izdelke. In pogostokrat se zgodi tisto, kar smo videli v prejšnjih tednih. Poplavo člankov, različnih informacij, katere pa nekako ostanejo v zraku in lahko navijači tudi ne razumejo, kaj se pravzaprav dogaja. V vsem tem ponavljanju besede Ferrari, Ferrari, Ferrari se lahko na koncu zgubi bistvo. In danes bom skušal napraviti nek hiter pregled, kaj vse smo lahko brali, kakšne spremembe so se zgodile in katere v bistvu niso bile razložene do konca. In začnimo kar s tisto prvo točko, ko se je spremenila struktura v skuderiji Ferrari. Iz tiste horizontalne v vertikalno, klasično, če lahko se tako izrazim. In najprej je treba razumeti razliko prednosti in slabosti med obema. Vertikalna je tista piramidalna struktura, znana iz celega sveta. Vsak ve, komu je podrejen in kdo je podrejen njemu, nič novega. A v sezoni 2014, tam nekje na sredi, je Sergio Marchionne začel vpeljevati horizontalno strukturo v skuderijo Ferrari, kjer znotraj določenega oddelka so bili vsi več ali manj enakovredni, vsi so se ukvarjali z vsem, a nihče pravzaprav ni bil nobenemu odgovoren za svoje delo. Kakšna je bila prednost te strukture? Ena sama. Ukolikor je kdo odšel ali bil odpuščen, kar se je v času Sergia Marchionna tudi dogajalo, so njegove naloge porazdelili med preostale. Poglejmo lep primer, kaj se je zgodilo. Vodja ekipe, team principal Mattia Binotto, je istočasno tudi tehnični direktor ekipe, kar je nekaj, kar nismo videli v nobeni drugi ekipi Formule 1, ne v sedanjem in tudi ne v preteklih časih. Namreč izkazalo se je, da ta struktura se je pokazala za neučinkovito, namreč ogromno ljudi je odšlo in nobeden ni prišel, naloge so ostale iste in praktično ljudje niso mogli jih rešiti. In sedaj, treba je poudariti, gre za moje mnenje, je mogoče, da z vertikalno strukturo bodo rešili ta problem, katerega imajo v skuderiji Ferrari? Osebno dvomim. Kajti, če je prišlo do sporov med dvema posameznikoma v horizontalni strukturi vodenja ekipe, a mislite, da v vertikalni strukturi se bo ta spor zgladil? Verjetno spor je na osebni ravni. Zato horizontalno ali vertikalno ta in oni se ne preneseta, zato tudi ne moreta sodelovati.
In to je treba poudariti, da tisti, kateri so bili objektivno odgovorni za marsikatero napako pri SF1000, so bili postavljeni v novo vlogo. Tu govorim o tistih dveh glavnih inženirjih zadolženih za aerodinamiko, Cardile pa Sanchez. Zapustila sta oddelek aerodinamike in za njo so uvedli čisto novo vlogo, nov oddelek. Oddelek v angleščini imenovan Performance Development. Torej, sam si predstavljam, da ona dva se bosta sedaj ukvarjala s tem, kako bo bolid na progi hitrejši. V bistvu popravljala boste napake njunih, naslednikov, tistih, ki bi morali popraviti njuno slabo delo. In mislim, da ta izbira je vse prej kot idealna. Mogoče so jo samo postavili na stranski tir z nekim naslovom, kateri je zelo lasko, ampak nima vsebine. A videli bomo, da v resnici je marsikdaj boljše narediti čisti res in tudi koga spraviti ven z ekipe. V ekipo se je vrnil Rory Byrne kot svetovalec. Simone Resta je zopet v neki vlogi, katera je po mojem osebnem videnju daleč od njegovih sposobnosti. In Mattia Binotto še zmeraj zaseda dva najpomembnejša sedeža v strukturi, to se pravi team principal in tehnični direktor. Čeprav v intervjuju, katerega sem prebral, je povedal, da on ni več tehnični direktor ekipe in da iščejo praktično novega tehničnega direktorja. No, dokler ne bom vedel imena in priimka novega tehničnega direktorja, je vse eno, ali Mattia Binotto uradno je ali ni. Sprašujem se, kaj je tako slabega naredil Simone Resta, da mu ne ponudijo tega mesta. O njem se govori samo dobro in mislim, da bi si zaslužil to mesto. A še enkrat nič. Druga točka, katera mislim, da je izjemnega pomena, je vezana na moč pogonskega sklopa Ferrari. Ogromno je bilo napisanega in povedanega o tem, a mislim, da smo vsi praktično v velikih dvomih, kaj pravzaprav se je zgodilo. Namreč vemo, da je FIA izdala direktivo, kako bo gledala na primer porabo goriva v pogonskih sklopih vseh ekip Formule 1. In mnogi viri navajajo, kako je sedaj Ferrari iz tistega najmočnejšega pogonskega sklopa pristal na dnu lestvice, kar v bistvu po mojem nima velikega smisla. Namreč, ukolikor je imel kako skrito tehnologijo, katera ga je naredila bolj močnega, sedaj, ko so mu tega asa v rokavu pobrali, bi moral pasti nekje v povprečje, tam, kjer so vsi ostali in ne za druge. Saj v resnici niso bili kaznovani s tem, da bi jim prepovedali rabiti tisto, kar je dovoljeno drugim. Samo postavili so točne meje, kaj je dovoljeno na splošno in kaj ni. Zato sem izjemno skeptičen, ko prebiram razne članke o tem, kako je pogonski sklop Ferrarija izgubil kar toliko moči, še posebej, ker avtorji teh študij ne navedejo kakih empirično preverjenih podatkov, zakaj bi kar naenkrat motor scuderie Ferrari in posledično pogonski sklop izgubil toliko konjskih moči. Tretja točka, katera je izjemno zanimiva, je tista šasija Ferrarija SF1000B, katero že vsi nestrpno pričakujemo. Namreč brali smo v mnogih virih, da naj bi pripravljali v Maranellu novo specifikacijo svoje šasije z ožjim nosnim konusom, z bistveno zoženimi bočnimi strukturami in še marsikaj so obljubljali. Namreč na različnih virih lahko vidimo, da na različnih dirkah se pričakuje debut tega novega Ferrarija. Bistvo je, da do sedaj nismo videli dosti od tega. Edin malce bolj obsežen paket posodobitev smo videli na veliki nagradi Štajerske in še tisto bi lahko v resnici imenoval kot malenkostne izboljšave. Namreč ni kar tako zamenjati aerodinamičnega koncepta bolida in mislim, da pri vseh teh menjavah, ki so jih naredili,
bi bilo potreba in dati malce več časa za tako obilico dela. In res, kaj bi pa bila šasija B? Po mojem osebnem videnju in mojem osebnem razumevanju bi to pomenilo šasijo, katera bi prestala nov crash test, katera bi bila tako različna od tiste originalne, da bi zahtevala novo homologacijo. In to dvomim osebno, da bomo videli. Rad bi poudaril, da tudi nosni konus mora prestati tisti crash test, da dobi homologacijo. Če se ozremo malce nazaj, in to ne dosti sezon, namreč 2, se moramo spomniti McLarena MC-L33. Vemo, pri tem bolidu smo videli sredi sezone kar nov koncept tega nosnega dela, kateri se ni zožil, če smo pravzaprav iskreni, ampak je bil korak v stran od tistega klasičnega, ki smo ga videli letos, naprimer pri SF1000 skuderije Ferrari. In znano je, da v tisti sezoni McLaren je imel, recimo temu, porazne rezultate in iz dirke na dirko so naredili rahle spremembe na tem novem konceptu nosnega konusa, zato da v naslednjih sezonah so pokazali kar nekaj korakov naprej. In seveda, tu se porajajo vprašanja, kaj mislijo narediti z razvojem pri skuderiji Ferrari. Namreč vse ekipe razvijajo v okviru tistega, kar določa pravilnik, svoje bolide. Vkolikor bi želeli pri Ferrariju nadomestiti praktično tisto izgubo, ki jo imajo, bi morali imeti bolj agresiven, bolj hiter razvoj. Praktično morali bi preizkušati več novih rešitev kot jih konkurenca, da bi lahko z malo sreče jih tudi ulovili. A zaenkrat saj sam nisem zaznal nič od tega. Če gremo še malce naprej na četrto točko, je treba malce se ozreti na ponovno strukturo skuderije Ferrari in razumeti, kje vse imajo težave. Je težave samo v vlogi tehničnega direktorja ali imajo tudi težave v vlogi športnega direktorja. Namreč v mnogih virih sem zaznal, da pri Ferrariju bi potrebovali tudi športnega direktorja. A to, kolikor sam berem strukturo skuderije Ferrari, je Laurent Mix. Čeprav resno vidimo, da kar se tiče športnega področja v skuderiji Ferrari, imajo tudi tam velike težave. Govorimo o strategiji, govorimo o vseh težavah, ki jih imajo z enim in drugim voznikom in vsemi težavami, katere izhajajo iz teh dveh področij in še mnogih drugih. Sveda, sedaj, ko je SF1000 v tehničnem zaostanku, ne pridejo toliko na dan te težave, ampak že če pogledamo veliko nagrado Velike Britanije in s kakimi pneumatikami so v Q2 spustili Sebastiana Vettla na progo v prvem poizkusu, nam je jasno, da kar se tiče športnega dela ekipe, tudi tam so veliki problemi. A kot sem povedal že pri prejšnji točki, pri skuderiji Ferrari smo videli dosti kadra, da je odšel in so razmeroma malo novih prihodov. In prav tu je velika težava pri vsem tem. Namreč, s tem, ko se nekako pokupi vse dobre kadre in jih spravi v eno ekipo, ne pomeni samo, da se bo imelo najboljše zase. Pomeni tudi to, da drugi bodo imeli na razpolago zelo, zelo slab kader. In praktično bo dobiček dvojni, če me razumete. In nazadnje, na 5. točki bi se pa rad ustavil na neki zadevi, katera je prišla ven v raznih virih v zadnjih dneh. Namreč pri Ferrariju so po mnenju mnogih obupali ne samo na sezoni 2020, ampak tudi na sezono 2021. Seveda, pravilnik je znan in znano je, kakšno šasijo bodo uporabljali tudi v naslednji sezoni. Ampak mislite, da ukolikor se pri skuderiji Ferrari lahko koncentrirajo na tisti nov bolid, tisti, ki bo prišel v sezoni 2022,
da pri konkurenci ne bodo počeli istega, kako prednost bodo imeli s tem, da bodo pustili te 2 sezoni praktično nekje podpovprečno v tistem novem obdobju, katerega vsi napeto čakamo. Mislim, da je to samo izgovor, zakaj ne bomo videli rezultatov letos in drugo leto. Namreč kakšne bistvene prednosti s tem ne bodo pridobili, vsaj tako je moje mnenje. In mislim, da mnogi odgovorni pri skuderiji Ferrari samo iščejo izgovore, zakaj letos in celo drugo leto ne bo rezultatov, a zagotovo bodo v naslednjih letih prišli zopet zmage, zopet naslovi in zopet slavna obdobja. Izgovori za vse tiste srčne navijače, ki si tega želijo, videli smo v preteklih obdobjih, da od tega s takimi izjavami je bilo res izjemno malo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.